kaj bi si želela spremeniti ali pa kje vidiš kakšne neoptimalne stvari, ki se počnejo? A misliš prav v zdravstvu? Prav v zdravstvu, ja. Veš kaj, jaz sem to ful hitro zaključila tam, svojo kariero. No, ampak zaključila si, ker nisi verjela v Ma ne, jaz način. mislim predvsem tako. Lej, jaz imam na splošno dobre izkušnje z medicino, mislim tudi v otroštvu sem imela fenomenalne te hematologe, pediatre. Pa jaz sem ogromno časa preživela v bolnicah, ker je to zdravljenje v otroštvu mi res toliko enih polstranskih učinkov in posledic pustilo, da sem bila pol hospitalizirana še na milijon drugih oddelkih. Moj profesor Boris Kavac me na akademiji zafrkaval, da bi mi morali na UKC-ju prav oni neko garsonjero odstopiti, ker sem toliko tam in da lahko na meni izvajajo poskuse. Jaz jih, mislim, pa zadnjič mi je nekdo omenil, sem pozabila kdo, doktor Senčarjeva, sem se pogovarjala z doktor Senčarjevo, ker sem mi mal govorila o teh notranjih svojih, ker naprimer, kaj se je meni zgodilo. Kmalu po akademiji, ali pa sem celo še bila na akademiji, meni ta spet notranji glas reče, da imam osteoporozo. In jaz nisem niti vedela, kaj je osteoporoza, sem mogla iti pogledati v knjigo medicinsko. Sem tako zelo jasno je bilo, osteoporoza. In jaz grem do svoje zdravnice in rečem, meni se zdi, da imam jaz osteoporozo. In ona me gleda in reče, Mojca, prosim te, lej, koliko si stara, nimaš osteoporoze. Sem rekla, ampak jaz tako čutim na not, jaz imam osteoporozo. In ona reče, ja, pa ne morem ti dati napotnice, lej, no, ne morem, lej. In jaz se sprehajam po obali, ker sem bila za vikend doma in vidim plakate, da v krajevni skupnost Portorož mirijo zastonj kostno maso. Jaz rečem, evo, in se jaz prepelem in tam res tako 100 letnikov in jaz. In pridem na vrsto in me ta medicinska sestra zelo grdo res nadere. Tako je bila pravno, res v smislu, da če nimam bolj pametnega dela, kada jih tle zajebavam, da kradem čas in mesto tistim, ki to res rabijo, naj si poiščem kakšno drugo pomoč rajši. Mene tako, jaz sem itak človek, ki me hitro dvignem, ker se ne rekel, Mojca, sam dej nogo v tisti čeber, kaj je tako en lavorček ali neki ti petko tam in pol on en listek, in se kaj ti sam dej nogo, ona pove, kako je in pejdi, dej ne zapletaj se. In pač ona kar gunđa, potegne un listek še kar tam in pogleda in reče, tukaj počakajte. Sem rekla, kaj pa je? Tukaj počakajte, sem rekla. In gre po zdravnico in zdravnica spet, vi imate strašno obliko osteoporoze. Takoj morate iti na endokrinologijo. In pol res tam spet biopsija kostnega mozga, vse možne preiskave. In jaz rečem tam zdravnici, ampak jaz imam ful močen občutek, da pri 30 bo to samo se pozdravilo. In seveda te gledajo, kot da si, tako da jaz zdaj tudi ne govorim več tako suvereno, tako si mislim, ker te res gledajo, da si malo, ne. In dejansko je stvar se pocelila, sama od sebe se je popravila. In ne vem, ali je bila sam stvar, da sem jaz morala ozavestiti, da so moje kosti take, ker naprimer bilo je tako, jaz sem se enkrat ful režala in sem se v smehu udarila po nogi in mi je se zlomil mezinc. Ne? Wow. Ja. Toliko si imela krhke. Ja, ampak to je vse od tega seruma konjskega iz otroštva in vseh teh kortikosteroidov. Ne? To so pol stranski učinki, sem s pač temi doktorji mal se pogovarjala in tako. In pol sem imela tudi eno neprijetno izkušnjo tako z molarna nosečnost, to sem nekaj napisala tako, ampak nisem pol pisala tam v teh zapisih na Instagramu, kam je to šlo naprej, ker sem, tisto je bilo mišljeno, nima veze, skratka. In jaz tudi, oni rečejo, vam bomo dali metotraksat, sem kaj pa to je? Reče, to je tak zelo blag kemoterapevtik, ki ga onkologi sploh ne smatrajo za kemoterapevtik, ker je res to blag, ampak v ginekologiji ga pa vse splošno uporabljamo po celem svetu za vse izven maternične nosečnosti, pa za vse te neumnosti, ki se zgodijo. Nič se bat. In jaz rečem, meni vse celice v mojem telesu kričijo ne, jaz imam alarm not. Ampak jaz nisem hipohonder v smislu, tako, strah me tega, smo tudi res ekstremno visok prag bolečine, to mi marsikdo reče, po mojem od vseh teh špikanj v mladosti in vseh teh punkcij in vsega.
In pol je bil ta starejši zdravnik, ki je imel to čez, je tok bil vseeno fair, da je rekel, v redu, a boste bolj mirna, če jaz pokličem dr. Anšičevo, vašo hematologinjo. Zato sem ga ful bom bolj mirna, kar ji res zaupam. In ona tudi izrazi dvom, da se ji nekaj ne zdi najbolj, da ne bi rada, da bi mi to kaj sprožilo in tako. In pol ona dva prideta do dogovora, da mi dajo čim manjše možne doze, in da mi tečejo pa res tako ekstremno dolgo. Se pravi, če prej teče 1 uro, naj meni teče 3 ure. Res tako kapljica, mislim. Ampak meni se to dogajalo tam v božično-novoletnem času, prazen oddelek, ful ljudi ni, in meni steče trnk in steče tako res ekstremno hitro in jaz že začnem tako čutiti eni uštnice, navrekne, sem take žnable. Piska mi v ušesih, vrti se mi, vse mi pleše pred očmi, vse mi migota. In pride sestra in reče, je že steklo, bova to pobrala in se reče, a je to normalno, lete, kakšna sem, ne? In ona reče, ja, bože, ne vem, jaz to prvič vidim, ampak bože. In me pošljajo domov. In jaz doma, v bistvu sem bila pol cel popoldne, celo noč in nisem mogla lastne sline požirati. Tako da Zateklo ti je? Jaz sem pljuvala v en lavorček, se pravi, celem dnevu nisem spila enega požirka, spluvala pa ne vem, za 2 taka kozarca sline. In se ob 4 zjutraj prevlečem tja in se, kaj se opravičujem, da vas tle moram, ampak jaz res ne morem. Jaz sem občutek, da bom kar krepalna. In me zagledajo in takoj posla, takoj na oddelek, ne vem. 3 litre pa pol, 4 litre pa pol, ne vem, koliko mi je steklo te infuzije, preden sem šla sploh prvič lulat, taka je bila v bistvu dehidriranost. In kaj se je zgodilo? Jaz sem potem v metotraksatu imela tako reakcijo, kot da bi dobila, ne vem, in obsevanje, in ful hud kemoterapevtik. Jaz sem imela v bistvu afte na ustnicah, celotni sluznici, dlesnih, jeziku, glasilkah, celemu požiralniku. Tako da sem pol tam neki po cevkah me hranili. In še to je bilo, preden mi je začel teči metotraksat, mi je tam doktor na oddelku rekel, a so vse primorke take hipohondri ali ste sam vi taka? In sem spet me imela, bang! In pol pride ta isti človek čisto zelen, ponižen, prav tak, kot tam me dajo na to intenzivno in reče, jaz ne vem, kaj se je zgodilo in ne vem sploh, kaj naj vam rečem, ampak vi imate trenutno tak imunski sistem, kot da imate HIV. Levkocitov imate 0. In pa sem videla, da mora biti res hudo sranje, ker je bilo na viziti skozi 12 doktorjev, vsi zeleni, gledali tako. Zaprli so me tam intenzivno, izolacijsko, hodili v skafandrih, s kovinskimi kovčki, vse se kadilo van, živ Bog ti ne pove, kaj iščejo, kaj preverjajo, kaj se je zgodilo. Nič. Jaz sem v enem tednu shujšala za 5 kil, ki sem rabila 3 leta, da sem jih dobila nazaj. Res, šla sem ven kot dahavc. Imela sem take ene relativno prijete kavbojke, ki so mi padle dol, ko sem jih zapela. In pol mi reče ta doktor, ja pa če bi mi vedeli, da vi tako odreagirate, bi vam dali kaj manj toksičnega. Sem pa jaz sem vam govorila, jaz sem vam ves čas govorila, da moje telo kriči ne. No, in pol sem rekla doktor Senčarjevi, da jaz mislim, da bi se medicina morala začeti zavedati, da bo vedno več tega prebujanja, da bojo ljudje vedno več zaznavali znotraj njih samih, kaj se dogaja. In da bo treba to začeti upoštevati. In je rekla, ampak sej nas to na faksu učijo, nam govorijo, da v bistvu pacient sebe pozna najbolj. In da če pacient ima nek občutek ali uvid, da mu moramo v bistvu slediti. Ampak to se ne dogaja. Sej res, ti kot doktor si res v nehvaležnem položaju, ker ogromno ljudi pa je, ali hipohondrije, pa sploh zdaj vsi googlajo o teh boleznih. In je težko to loviti. Sam, ne vem, res čist zamahnejo, čist je ne. Ne. Mislim, tako te gledajo, kot da si res mal trčen. Ampak jaz pač imam to sposobnost, da slišim to svoje telo. In se mi zdi, mislim, to je naprimer ena stvar, ki jo pogrešam. Pogrešam tudi malo več sočutja. Se mi zdi, da če greš v medicino, moraš v osnovi imeti rad ljudi.
Ne, da ti je to izziv, v smislu, da si tako kot Dr. House, da ti je izziv, kako boš ti zdaj nekaj rešil, ker takih zdravnikov je ogromno, ki so kao teoretično fenomenalno podkovani, ampak tako brez sočutja. Ja, pa se imajo tudi neko tako epidemijo depresije med zdravniki, a ne? To sem jaz dostakrat razmišljal, pa se tudi pogovarjal, ne, da je veliko pritiska iz družbe pa iz družine, da naj postane zdravnik, a ne? Ja. Pa mogoče si ni želel, pa so to neke travme ali pa želje po hierarhičnem uspehu. Ne? To je veliko krat. Jaz mislim, da je več kot polovica tega. Ja, jaz tudi mislim, ja. Sej odvetniki, zdravniki, ne, to so te stari poklici, ki so zelo cenjeni bili. Ne? In tukaj so enormni pritiski iz strani družine. Ne? Tako da zelo malo je pa takih, ki to začutijo kot nek klic svoj, a ne? In to delajo prav res s celo dušo, ne. In takega prepoznaš, res, kako šprica to iz njega. Pa ne vem, tako imajo, ker jaz sem rekla, jaz sem sama pol pri sebi videla, ne, da to govorimo o placebo, tako malo se govori o tem nocebo. Ne? In jaz sem to res na lastni koži takrat občutila, ker sem prišla tako na še ko sem hodila k njim na preglede tam na začetku, in sem imela ta uvid, to svetlobo v ogledalu in ful sem brala takrat Brusa Liptona in vse te in pač kako okolje vpliva na genetiko, ne obratno. In razumsko ti je vse tako jasno in rečeš, imam to, mislim, ja, bomo to. In potem pridem tja in mi že sestra reče, tole bo pa danes transfuzija, vsaj 2 vrečki, lejte, kakšna steči zelena. In sem rekla, pa kaj mi to govorite? Jaz se super počutim. Sem jaz tlele že 40 let, prepoznam, vidim, to bo. In potem pride zdravnica, reče, kako kaže, rekla, gospa pravi, da ne bo, ampak jaz sem ji kar rekla, lejte, kako je to. In zdravnica reče, ja, 2 vrečki, pa imamo kar pač ne bo to. In sem rekla, ne bom transfuzije, jaz sem v redu. In te tako pogleda, ne, ko češ, vse se bomo še videli in pridem jaz domov in se še sklemno smejiva in sem rekla, jaz prav čutim, čutim, kako sem stabilna v temu, ne bom se šla več tega sranja. Zjutraj se zbudim z vsemi simptomi, prav obkljukala lahko, veš, vrtoglavica, ček, piskanje v šesih čep, ne vem, vse, tak, sem se preplazla tja, lahko transfuzijo, ne, mi dajo in pol kad ti steče, lica dobiš rdeča, ampak pol sem pa rekla, zdaj sem pa videla, mislim, kakšen je to res, ta arhetip bele halje, ne glede na to, kaj tvoj razum ve. Tvoj razum vse ve, ti prebereš knjige, ti gledaš dokumentarce in rečeš, ja, that's it, točno to. Ampak tle mi je bilo in pol tle sem rekla, mojca, to je nivo, ki ga moraš raziskovati. Ta nezavedni, podzavestni del. Tle ti furajo programi in vzorci, ki tečejo svojo pot brez tvoje kontrole. In v bistvu to mi je bil res tak prvi, ko sem prav vrata zaprla in odprla nova. Tako brezkompromisno. Čudovito.